pred dnevom reformacije in dnevom mrtvih. Zbiranje igrač za bosanske otroke. Gibanje 29. oktober napoveduje nove proteste. Pozdravljeni. Pred nami sta dva praznična dneva. Pred jutrišnjim dnevom reformacije, še posebej pa pred dnevom mrtvih, so se danes po vsej državi vrstile slovesnosti. Versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimsko-katoliške cerkve, je po vsej Evropi zapustilo močne sledi. Slovenci smo z njim dobili prvo knjigo in s tem knjižni jezik. Reformacijsko prepričanje in verovanje, da je edina pot posameznikova osebna, notranja vera, brez posrednikov med človekom in Bogom, je močno povzdignilo pomen človeka in njegove osebnosti, s tem pa tudi njegovih pravic in odgovornosti do vseh institucij, od cerkve do države. Protestantsko pojmovanje posameznikove svobode vesti in enakosti ljudi v osnovnih verskih pravicah je pognalo korenine za vrednoto v medčloveških odnosih, torej strpnost. Zato je dan reformacije po splošnem prepričanju predvsem praznik tolerance. Z idejo protestantizma, da je potrebno pri bogoslužju uporabljati materni jezik, se je tudi v slovenskem okolju pojavila ideja o organizaciji šolstva. Protestantske vere ni bilo mogoče širiti, če se ni prej ljudi naučilo tudi brati. Prav protestantska etika je prinesla velike spremembe v gospodarski in socialni razvoj Evrope. Prek njenih sestavin, kot je predanost poklicnemu delu, pridnost in delavnost, se je oblikoval nov proizvodni način, ki je upošteval dosežke znanosti, spremenjene materialne zmožnosti in nove vrednote. Nove ideje so kmalu prišle tudi v slovenski prostor. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma pa je postal Primož Trubar, ki je napisal več kot 25 del oziroma polovico vseh knjig, ki so jih napisali protestantski pisci. Napisal je tudi prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo nasploh. Najpomembnejše delo slovenskega protestantizma je po mnenju mnogih strokovnjakov prevod Biblije, ki jo je Jurij Dalmatin leta 1584 dal natisniti v Wittenbergu. V času reformacije je nastal tudi prvi slovenski pravopis. Pomen protestantov za slovensko književnost pa povečuje tudi dejstvo, da od protestantskih del do leta 1675 ni išla več nobena knjiga v slovenskem jeziku. Opoldne so predstavniki mariborske občine položili venec v spomin na prve žrtve osamosvojitvene vojne pred spominsko ploščo na Ljubljanski ulici. Prvi, ki je 24. maja 1991 padel za samostojno državo, je bil Mariborčan Josef Šimčik. Na demonstracijah ob obkolitvi učnega centra teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru ga je do smrti povozil oklepnik JLA. Sicer pa je bila že danes na pokopališčih precejšnja gneča. Eno od mariborskih na Pobrežju pa v dneh spomina na mrtve postaja tudi prireditveni prostor. Hkrati pa za obiskovalce pripravljajo nekaj novosti, ki bodo med prazniki dobrodošle. Ob vhodu na pokopališče so na voljo nove zloženke z osnovnimi podatki, predstavitvijo pomembnejših grobnic in drugih objektov. V njih pozivajo tudi k manjšemu obremenjevanju okolja. Gre za en apel ljudem, tudi v tem smislu, da se vsi ti odpadki ločeno zbirajo. Da naj na pokopališčih ne hitijo, ampak naj ta čas obiska pokopališča, to hitenje pravzaprav nadomesti neka umirjenost. Uvedli so tudi mobilni vodnik. Gre za brezplačno aplikacijo, ki vas vodi po pobreškem pokopališču. Spoznavate pomembne osebnosti, ki so ustvarjale v mestu, bodisi pomembne grobnice, ki so z nekega arhitekturnega vidika pomembne, in na ta način spoznavate zgodovino mesta. Tam grem, ko so prve svetovne vojne, pa druge svetovne vojne, kam so moje dva brata neki padla v vojni. Pa grem tu, pa starše, pa imam sestre, pa vse poznane. Bolj malo tisto, ker ne vem niti, ki imajo grobe. So pa že danes številni obiskali grobove pokojnih svojcev. Zato, ker ni take gužbe še danes. Samo zato. Ste za 1. novembra tudi prišli? Tudi. Tako so pokopališča lahko tudi del kulturne dediščine in nevsiljiv prostor za razstavo. Na Pobreškem bo od jutri do nedelje na ogled 28 fotografij z 16 evropskih pokopališč in še nekajkrat toliko v spremljajoči fotoknjigi.
Od prihodnjega leta bodo neto plače v Sloveniji nižje kot doslej, saj si bo država vzela več dohodnine. To ji omogoča sinoči sprejet popravek zakona, s katerim se bo ukinilo samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo. Po novem bodo morali ti zneski slediti rasti cen le, če bo letna stopnja inflacije najmanj 3%. Potem, ko je državni zbor tudi sklenil, da bo predlog zakona o davku na nepremičnine sprejemal po nujnem postopku, pa so se opoldne na Obrtno-podjetniški zbornici vnovič sestali nasprotniki tega davka. Zahtevajo, da vlada nepremičninski davek v državni zbor pošlje po rednem postopku. Prihodnji teden pa nameravajo tudi začeti zbirati podpise za peticijo. Pred dnevom reformacije bo drevi v Kranju osrednja prireditev, ki jo je zasnovalo slovensko protestantsko društvo Primož Trubar. Slavnostna govornica bo premierka Alenka Bratušek. Dan reformacije, ki ga zaznamujemo 31. oktobra, je v Sloveniji državni praznik, saj je reformacija Slovencem prinesla prvo knjigo. Predsednik republike Borut Pahor pa je danes odlikoval več državljanov. Med drugim bo srebrni red za zasluge dobil prvi evangeličanski škof na Slovenskem, Geza Erniša. Vlada je danes potrdila predlog novele insolvenčnega zakona. Ta med drugim predvideva uvedbo postopka preventivnega prestrukturiranja, v katerem bi se velika ali srednje velika družba, ki ji grozi insolventnost, z upniki dogovorila o finančnem prestrukturiranju. Po uvedbi takšnega postopka se ne bi smelo predlagati prisilne poravnave, sodišča ne bi odločala o morebitnih predlogih za stečaj, poleg tega ne bi bila možna izvršba terjatev. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so oktobra v primerjavi z mesecem prej v povprečju ostale nespremenjene. Inflacija na letni ravni pa se je znižala. Zdaj znaša 1,3%, oktobra lani pa je bila dvakrat višja. Na cene so ta mesec najbolj vplivale menjave kolekcij v trgovinah. Obutev se je podražila za 11%, oblačila pa za dobrih 6%. So se pa pocenili turistični aranžmaji in sicer za 8%, za nekaj več kot 3% pa tudi pogonska goriva. Po Sloveniji še vedno odmevajo sinočni protesti. Gibanje 29. oktober je leto dni po prvih demonstracijah pripravilo mirne proteste proti vladi in obstoječemu družbenemu sistemu. Zborovanje so organizirali v 6 slovenskih mestih, najbolj množično je bilo ponovno v Mariboru. Shod se je končal mirno, po slabih 3 urah se je množica nazadnje razšla pred mariborsko občino. Tokratno zborovanje se je namreč za razliko od lanskega iz trga preselilo v miren pohod po mestu. Lani se je na današnji dan na trgu Leona Štuklja zbralo okoli 600 ljudi. Protestirali so proti vladni kraji države in uničevanju družbe. Nekateri vidni govorniki so celo v zadnjem trenutku odpovedali udeležbo zaradi ustrahovanja. Bilo je ogromno zastraševanja in bolj ko se je bližal današnji protest, so se začeli stopnjevati tudi pritiski. Mariborčani so takrat prišli na trg zaradi nepoštenost, korupcija, tajkunstvo in tak naprej. Tukaj sem zaradi vseh ostalih revežev, zaradi moje mlade družine, zaradi vnukov. Tokrat pa se je na trgu zbralo nekaj več ljudi. Kljub močni nevihti že kmalu po začetku zborovanja je večina vztrajala do konca. Protest ni samo proti zdajšnji vladi, proti vsem, proti eliti, nedelujoči, skorumpirani slovenski politiki. Glavni razlog je zapisan tukaj. Nakazuje na to, da se mi zdi najbolj problematično, da nočejo odkriti imen tistih, ki so dobili kredite in jih niso vrnili. Vlada, kakršna je, še vedno izvaja isto politiko varčevanja, rezanja na hrbtih ljudi in to vsekakor za nas ni dobro. Eno leto smo jim dali časa, da kaj naredijo, pač ti, ki so dobili novo priložnost. Čas je za prvo opozorilo in kolikor se ne bo hitro kaj spremenili, nas bo verjetno precej več na ulicah. Tako že to soboto gibanje 29. oktober napoveduje nov protestni shod pred mariborskim sodiščem. Tako se bodo v mesto ob Dravi pridružili vsebalkanskim demonstracijam proti koruptivnim politikom. Sedaj pa v šolske kuplji. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška že vrsto let pripravlja srečanja in izmenjave z drugimi katoliškimi šolami iz Slovenije in Evrope. Nedavno jih je obiskala delegacija učiteljev in dijakov iz Velike Britanije. Srečanja, delovna in tudi tista neformalna, so dobra priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj. Prav od vsakogar se namreč lahko nečesa naučimo.
Zelo smo veseli kakršnega koli obiska, ne glede na to, ali kdo pride iz Maribora, iz širše Slovenije. Seveda se povezujemo tudi z ostalimi katoliškimi šolami v Sloveniji, 4 so. In pa seveda tudi, če še kdaj se kdo oglasi iz tujine, smo tega obiska še toliko bolj veseli. Gre za neko izmenjavo prijateljstev, iger, spoznavanje različnih kultur, jezika. Dobro je, da sodelujemo, to je popestritev programa Škofijske gimnazije, hkrati pa nam obiski tudi vlivajo samozavest. Ob obisku skupine angleških dijakov in učiteljev so slovenski gostitelji lahko spoznali, kako dobro pravzaprav govorijo angleško. I am very surprised actually to see how well spoken they are and how articulate they are. And I think that us foreign countries, we have a lot to learn from you in terms of how we need to teach foreign languages. How many languages do you speak? I do only speak one. I was considering maybe taking up French for one of my GCSEs, but I don't know. But at the moment, only one. I am full of admiration for the fact that these students not only speak Slovenian and English, but many of them 3 or 4 other languages. We struggle in England to speak one other language apart from English. We assume that everybody can speak English in every other country, which is wrong. Ker se lahko tako na eni kot na drugi strani veliko naučijo drug od drugega, obe šoli, slovenska in angleška, načrtujeta nadaljnje sodelovanje. Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src iz Murske Sobote pa prav v teh dneh v sodelovanju s šolami severovzhodne Slovenije zbira igrače za otroke v Bosni in Hercegovini. Igračam bodo dodali tudi nekaj sladkarij ter revnim otrokom in številnim sirotam v občini Cazin poskušali pričarati lepše novoletne praznike. Otroci osrečujejo otroke je ime akcije, v kateri dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src v sodelovanju z več kot 100 šolami severovzhodne Slovenije zbira igrače, s katerimi bi radi tudi ob letošnjih novoletnih praznikih osrečili čim več otrok v Bosni in Hercegovini. Mislim, da sploh noben niti na začetku ni niti pomislil, da se bo to tako razvilo v take razsežnosti. Se mi zdi nekako prav, da svoje igrače, s katerimi se več ne igrajo, pač podarijo nekomu, ki se lahko z njimi igra dalje. Otroci so tako svojo nalogo pomoči revnim in osirotelim vrstnikom v Bosni vzeli resno in kot kaže, naj bi do konca novembra zbrali več ton igrač. Vsaka od njih bo opremljena tudi z vzpodbudno mislijo. Da se imajo s čim igrati, pa da niso tako revni, ker mi imamo toliko igrač, da jih ne bi rabili stran vreči, pa da lahko potem damo dalje. Zato, da se imajo s čim igrati, da so veseli, da niso tako osamljeni. Nima se z ničim igrati, ne. Pa skoraj nimajo prijateljev, pa želimo, da bi se lahko igrali z nečim. Pri transportu igrač do Cazina bo sodelovala tudi Slovenska vojska. Akciji pa se poleg šol pridružujejo tudi nekateri nakupovalni centri, kjer bo mogoče oddati igrače. Priskrbeli pa naj bi tudi sladkarije, ki jih bodo priložili zbranim igračam. Informacija, da bodo v Mariboru v okviru socialnega podjetništva do konca leta odprli prvo romsko gostilno v Sloveniji in tudi v Evropi, naj bi bila med obetavnejšimi. A zgodi se lahko, da bo 300 000 evrov evropskih in državnih sredstev ter okoli 20 zaposlitev splavalo po vodi. Na 70 kvadratnih metrih obnovljenih površin bi odprli restavracijo s pristnimi romskimi jedmi in glasbo. V ta namen so na Mariborski višji šoli za gostinstvo in turizem že izobrazili 23 romskih natakarskih oziroma kuharskih pomočnikov in pomočnic. 5 bi jih najkasneje februarja zaposlili. Radi bi, da bi nam to uspelo, ne? Da bi dobili službo. Da bi dobili službo, da bi delali. V Mariboru živi okrog 3500 večinoma brezposelnih Romov. Restauracija bi bila vsaj za nekatere velika priložnost. Da si skažemo pred mariborskih občane gostoljubni Romi, da nismo takšni problematični, ko se piše in ki se to izjavlja. Žal so negativni stereotipi med ne-Romi prevladali. Župan, ki ga danes nismo mogli dobiti, je namreč v zadnjem hipu umaknil najemno pogodbo. Z občine smo prejeli zgolj kratko pojasnilo, da iščejo novo lokacijo, s katero bo soglašala tudi mestna četrt. Tukajšnja Magdalena namreč romski gostilni nasprotuje, češ da želijo na istem mestu urediti medgeneracijsko središče. Tudi o tem so nas obvestili zgolj pisno. Snovalci nedvomno atraktivnega projekta, ki ga podpirata tako Ljubljana kot Bruselj, so razočarani. Kaj se je pričelo na spletnih forumih in povsod odvijati je, da se podpihuje nestrpnost, da se podpihuje protiromsko razpoloženje.
To mesto, ki je bilo Evropska prestolnica kulture in je Evropska prestolnica mladih, ni v čast. Absolutno mislimo, da bi medkulturni dialog v Mariboru mogel biti na višjem nivoju, kot je. Če ne bo Bruslju potrebno vrniti 300 000 evrov. Romska restauracija Romani Kafenava, ki je niti še odprli niso, pa lahko propade. Še novica z področja kulture. V razstavnem prostoru kulturno-informacijskega središča Evropske prestolnice mladih, galeriji nekdanjega salona Rotovž, so odprli razstavo članov in članic Društva likovnih umetnikov Maribor. Razstava z naslovom Sinergija generacij bo na ogled do 12. novembra. Na pregledni razstavi Društva likovnih umetnikov Maribor se predstavlja 36 likovnih ustvarjalcev. Razstava pa ponuja pogled na generacijsko dopolnjevanje in umetniško raznolikost v pristopih in tehnikah. Verjetno ste že sami opazili, da se umetniki in umetnice v glavnem posvečajo naravni motiviki, kar je na nek način tudi verjetno odziv na vse bolj pereča ekološka vprašanja, problematiko in na ta način skušajo tudi delovati, bi rekel, v smislu ozaveščanja ljudi. V Društvo likovnih umetnikov Maribor je vključenih 80 slikarjev, tokratna društvena razstava pa je že 93. po vrsti, kar priča o dolgoletni zgodovini društva, ki je v 70. in 80. letih imelo tudi prestižno usmerjevalno vlogo v razvoju likovne umetnosti. Še danes je društvo prostor druženja in združevanja različnih generacij umetnikov. To omogoča dejansko razstavo v društveni galeriji, potem gre tudi za izmenjalne razstave, ki so v tujini, v Avstriji, v Italiji. V glavnem gre za to, za promocijo umetnikov. Zelo v redu in zelo pozitivno je, da ima društvo svojo galerijo, kjer se lahko člani predstavijo. Vsako leto v društvu podelijo nagrade. Tokrat so v sinergiji mlajše in starejše generacije nagradili slikarje Lucijo Stramec, Gregorja Pratnekarja, Marjana Mirta, kiparko Metko Kavčič in slikarja Ludvika Pandurja. Posebno nagrado pa letos podeljujejo Marjanu Jelencu in Matjažu Duhu. Športni sodniki so zlasti na tekmah močno pod drobnogledom javnosti. Tudi v tekvondoju skušajo zato v sodniški organizaciji z izobraževanji in seminarji dodatno izboljšati kakovost svojega dela in s tem povečati ugled slovenskega tekvondoja. Moč športne panoge se zrcali tudi skozi sodniško organizacijo, saj le-ta mora biti njen sestavni del. Razvoj ene je močno pogojevan z razvojem druge, oziroma imajo tekmovalci večjo možnost prilagoditve na spremenjena pravila, če so jim sodniške novosti pravočasno posredovane. Te se, glede na dinamiko razvoja tekvondoja, spreminjajo iz sezone v sezono. Ko sem začel trenirati tekvondo pred 8 leti in sedaj vidim, da se kar dosti spremenilo, od udarca v glavo, te elektronski ščitniki, kar dosti se napreduje, tako kot tudi druga zakonodaja v Sloveniji in v svetu se tudi to zdaj spreminja na tem športnem področju tekvondojev. Osvežitev in razširitev sodniške organizacije sta bila razloga za izvedbo sodniškega seminarja, po katerem je postal slovenski olimpijski tekvondo bogatejši za 5 sodnikov. Gre za to, da greš eno stopnjo naprej, ne? Ni samo to, da hodiš na treninge, pa če se ne tekmujem toliko, kolikor bi lahko ali pa kolikor bi hotela, bi pa želela sodelovati v teh borbah in tako na malo drugačen način. Program na seminarju je bil zastavljen tako, da so se tečajniki spoznali z osnovami, ki so pomembne na začetni stopnji. Potem, ko so se seznanili s pravilniki in sodniškimi novostmi, so naučeno preizkusili še v praksi. Velikih omejitev ni, za sodništvom se lahko začnejo ukvarjati vsi, ki so aktivni v tekvondoju, ki dosegajo določene kriterije, predvsem polnoletnost je tukaj pomembna in pa določena višina pasu. Zato, ker tista višina pasu oziroma stopnja pasu dokazuje neko osnovno znanje iz samega športa, ki ga lahko v bistvu ocenjujejo kot sodniki. Z zadnjim tečajem so v slovenski sodniški tekvondo organizaciji pričeli z uresničevanjem zamisli njihove predsednice, ki si želi, da bi imela na voljo vsaj 20 kakovostnih sodnikov, ki bi bili sposobni sojenja tako na raznih mednarodnih turnirjih, kot tudi na slovenskih državnih prvenstvih. Jürgen Klopp bo očitno še nekaj časa trener finalista lanske lige prvakov Borussia Dortmund. Strateg je namreč podaljšal pogodbo s klubom, zvestobo pa mu je obljubil do konca junija 2018.
Poglejmo še drugo mednarodno dogajanje. Visoki evropski politični predstavniki so se odzvali v zvezi z ameriško afero o prisluškovanju. Ključni izziv je poiskati pravo mero med zagotavljanjem varnosti in osebnimi svoboščinami, so se strinjali. Medtem pa je direktor ameriške nacionalne varnostne agencije Keith Alexander dejal, da so podatke o telefonskih komunikacijah svojih državljanov zbirale evropske obveščevalne službe, ki so jih nato posredovali ameriški. Ob tem pa je zavrnil pisanje evropskih medijev, da je NSA konec lanskega leta v mesecu dni prestregla preko 70 milijonov klicev v Franciji in 60 milijonov klicev v Španiji. Izrael je na prostost izpustil drugo skupino 26 palestinskih zapornikov. Gre za del dogovora o nadaljevanju mirovnih pogajanj med sprtima stranema. 5 zapornikov so iz zapora Ofer odpeljali v Gazo, 21 pa so jih poslali na zahodni breg. V Gazi so izpuščene zapornike pričakali z ognjemetom. Na zahodnem bregu pa so zapornike takoj odpeljali v Ramalo, kjer je zbrano množico nagovoril palestinski predsednik Mahmud Abbas. Kljub temu so izraelski mediji kmalu po izpustitvi zapornikov poročali, da bo izraelska vlada zgradila 1500 novih stanovanj v vzhodnem Jeruzalemu. Najmanj 42 ljudi je umrlo v požaru, ki je izbruhnil na luksuznem avtobusu v mestu Hyderabad na jugu Indije. 7 ljudi, vključno z voznikom, se je uspelo rešiti. Na avtobusu je bilo preko 50 potnikov, ki se je odpravilo na potovanje po indijskih mestih. Kot je sporočila tamkajšnja policija, je do požara prišlo, ko je voznik s preveliko hitrostjo zapeljal ob cestni jarek. Nenadoma se je vnel rezervoar za gorivo. Nesreča se je zgodila, ko je večina potnikov spala. 4 francoski talci, ki so jih v Nigru leta 2010 ugrabili islamistični ekstremisti, so bili včeraj izpuščeni. Talci so po 3 letih v svobodo zakorakali brez vojaškega posredovanja, je sporočil francoski minister za obrambo Laurent Fabi. Ujetniki se po njegovih besedah dobro počutijo in so veseli, da se je končala njihova nočna mora. Francoski predsednik François Hollande je ob tej priložnosti povedal, da njegova vlada ugrabiteljem ne bo plačevala visokih odkupnin. V Zahodni Afriki so namreč ugrabitve postale dobičkonosen posel radikalnih islamistov. Urugvaj namerava kot prvi na svetu legalizirati marihuano. Zakon o legalizaciji je bil že potrjen v spodnjem domu urugvajskega kongresa. V senatu pa naj bi ga potrdili do konca letošnjega leta. Spremembo zakonodaje bo Urugvaj kot prvi na svetu dovolil proizvodnjo, distribucijo in prodajo marihuane odraslim osebam. Na ta način bodo v Urugvaju preizkusili sistem, ki počasi dobiva vse širšo podporo tudi v drugih državah Latinske Amerike, da bi z legalizacijo in regulacijo nekaterih vrst mamil dejansko spodnesli mamilarske kartele. In še vreme, jutri bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno delno zjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v krajih med Gorenjsko in Kočevsko. V petek bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne se bo na zahodu začelo nabirati oblaki, v soboto se bo od zahoda pooblačilo, v zahodni in ponekod v srednji Sloveniji bo pričelo deževati. Ob koncu pa še dobra novica. V slovenskih naravnih zdraviliščih smo preverili, kakšna je zasedenost med jesenskimi počitnicami in ugotovili, da je ta večinoma celo boljša kot lani. Verjamemo, da si tako gostje kot tudi turistični in zdravstveni delavci v slovenskih zdraviliščih želijo, da bi pozitiven trend obiskanosti ostal vse do konca leta. Spoštovani, to je bil zadnji dnevnik pred prazniki, v soboto pa vabljeni k ogledu preglednika, kjer bomo izpostavili pomembnejše dogodke tega tedna. Ne zamudite pa še današnjih večernih novic ob 20. Nasvidenje.